Vesela sem, da smo danes na podlagi dolgoletnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo, tudi obeh Ministrstva za obrambo, podpisali tudi sporazum o vojaško-tehničnem sodelovanju. Predvsem se nadejamo spodbujanja sodelovanja raziskovalnih, tehnoloških in gospodarskih subjektov na področju oborožitve, opreme, drugih proizvodov, raziskav in razvoja oborožitve ter druge opreme, na področju standardizacije, kodifikacije, sistemov kakovosti, predvsem pa tudi na izmenjavi strokovnjakov, raznih storitev ter usposabljanja in izobraževanja kadrov. Imenovali bomo posebno delovno skupino. Verjamem, da bodo tako v današnjem večeru, pa tudi jutri potekali že kakšni konkretni dogovori, tako da bomo v letu 2016-2017 že imeli tudi kakšne konkretne projekte, tudi v sodelovanju obeh držav in kandidiranju na sredstva Evropske obrambne agencije. Če mogoče samo povem, kaj smo se danes pogovarjali. Vodili smo nekoliko spominov na dosedanje sodelovanje. Že v letu 2009 je bil podpisan sporazum o sodelovanju na obrambnem področju. V preteklem letu sta ministra Gašič in minister Weber podpisala sporazum o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V novembru 2015 smo podpisali že letni plan o sodelovanju v letu 2016. Pohvalili smo aktivno delo obeh atašejev, ker samo na ljudeh je tisto, da potem imamo projekte tudi določene rezultate. Kar se tiče našega nadaljnega sodelovanja, v skladu z podpisanim načrtom za prihodnje leto, vidimo predvsem sodelovanje na usposabljanju obeh vojsk na skupnih vajah, usposabljanje enot za specialno delovanje. Jutri bomo obiskali NATO center odličnosti za gorsko bojevanje, tako da upamo, da bo tudi sodelovanje na tem področju in seveda tudi na področju namenskih zdravstvenih sil na področju Balkana. Govorili smo tudi o sodelovanju na mednarodnih operacijah in misijah. Vi veste, da je interes Slovenije, Ministrstva za obrambo, še vedno, da večina aktivnosti naše prisotnosti je na Balkanu, se pravi, govorimo o KFOR-u, govorimo o Alteji, v Bosni in Hercegovini, pa tudi v Srbiji, v Beogradu imamo svojega častnika v vojaški pisarni za povezavo v programu Partnerstvo za mir. Nismo se mogli izogniti obstoječi migrantski krizi, tako v Srbiji, kot tudi pri nas. Vojska sodeluje pri reševanju migrantske krize. Kar se tiče Slovenije, smo predstavili, kako sodelujemo s slovensko vojsko tako v podpori civilni zaščiti, kot tudi podpori Ministrstva za notranje zadeve in slovenski policiji pri reševanju migrantske krize, se pravi z logistično podporo ter pri širšem varovanju državne meje. Kar se tiče načrtov za prihodnje, omenili smo, poleg sodelovanja, tudi naše načrte, priprave srednjeročnega obrambnega programa, priprava novega zakona o obrambi, sočasno tem tudi spremembe službe v Slovenski vojski, ter seveda tudi namena, da bomo v prihodnjem letu se lotili srednjeročnega pregleda obrambe. Toliko na kratko. Hvala. Hvala, ministrica. Dame i gospodo novinari, imam veliko zadovoljstvo da danas imam priliku da zajedno sa ministarkom odbrane Slovenije potpišem ugovor o vojno-tehničkoj saradnji, koji je jedan još u nizu vojno-bilateralnih sporazuma koje Republika Srbija i Ministarstvo odbrane je potpisalo sa Ministarstvom odbrane Republike Slovenije. Kao što je ministarka rekla, razgovarali smo o širokom pojasu naše saradnje, vojno-medicinska, vojno-obrazovna, zajedničke vežbe na polju pre svega specijalne brigade Vojske Srbije i vaše specijalnih jedinica. Razgovarali smo o migrantskoj krizi i naravno dotakli smo se i teme iz zajedničkih projekata kad je namenska industrija u pitanju i očekujem u toku sutrašnjeg dana da i na tom polju dođemo do zajedničkih ideja, a za izradu zajedničkih projekata u narednom periodu. Namenska industrija Srbije ima jedan onako veliki polet u ovom trenutku i želimo da zajedno sa vašim cenjenim stručnjacima podignemo taj nivo proizvodnje u Srbiji, a naravno i u Sloveniji na veći nivo.
Slovenija, pored toga što je Srbiji jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji ekonomski partner, ovim današnjim sporazumom i onim što su početkom novembra uradili naši saradnici na planu bilateralne vojne saradnje, postala je i najznačajniji vojni saradnik Republike Srbije i Ministarstva odbrane i sigurno u regionu sa najvišim brojem zajedničkih aktivnosti u 2016. godini. Naravno, očekujemo da ćemo imati dovoljno finansijskih sredstava da možemo sve aktivnosti da sprovedemo do kraja. Još jednom, hvala na više nego prijatnom i prijateljskom dočeku delegacije Ministarstva odbrane Republike Srbije i hvala naravno vašoj ambasadi i vašem vojnom izaslaniku na svemu onome što u Srbiji čini da naša saradnja bude na ovako dobrom i kvalitetnom nivou. Hvala.